dramatičnega društva je zanimiv zato, ker se že s samim začetkom, z ustanovitvenim aktom in s prvim desetletjem njegovega delovanja vzpostavi neka matrica delovanja nekega zelo razvitega gledališča. Seveda, če rečem matrica, je v tem prvem desetletju opaziti predvsem nastavke, izhodišča, iztočnice, ki še niso razvite, ampak vse, kar dobro gledališče in razvito gledališče ima, lahko najdemo že v dramatičnem društvu, v aktu ustanovitve in potem v prvem desetletju delovanja. Mislim, da je treba na to tako prvo desetletje kot dramatično društvo kot tako, predvsem to zgodnje obdobje, pogledati nekoliko z distance, malo je treba vključiti, gledališko praktičen pogled, mimo ideološkega, pa se odreči nekim željam ali pa projekcijam, kaj si mi iz današnjega stališča ali pa kaj so si gledališki zgodovinarji iz časa, ko so raziskovali dramatično društvo, želeli ali pa pričakovali od te inštitucije in biti realni. Tako da sam sem pregledal repertoar dramatičnega društva v prvem desetletju, ki ga starejša gledališka zgodovina ne ceni, odpravi ga z zamahom, Stritar je rekel, to so domala same smeti, ampak če pogledamo res gledališko praktično, pa tudi nekoliko bolj realistično, se pravi iz časa samega, na ta repertoar, najdemo v njem nekaj okoliščin, ki tak repertoar, se pravi ta lahek repertoar, trivialen repertoar, upravičujejo. Ne zagovarjam zdaj stališča, da je ta repertoar bil dober, ker sploh ne gre za to. Mene zanima, kakšen je bil ta repertoar in zakaj je bil tak. Predvsem je šlo za veliko količino del, ki so bila seveda izbrana oziroma nabrana iz nekih določenih gledaliških kontekstov in namenjena neki določeni gledališki publiki. Kar je pa predvsem zelo važno, se pravi, za kakšno publiko je dramatično društvo igralo svoj repertoar. Dramatično društvo je dokaz, da je gledališče družbena praksa. Kaj mislim s tem? To pomeni, da gledališča ni brez institucije, torej gledališke hiše, ni brez dramskih besedil, ni brez igralcev in seveda ni brez gledališke kritike in občinstva. In tega se je dramatično društvo zelo dobro zavedalo in je pravzaprav na vseh naštetih področjih stremelo k nekemu razvoju in profesionalizaciji. Sama bi mogoče dodala samo v zvezi z dramskimi besedili, ki so sprva seveda sledila čitalniški dramatiki, lahkotnejšim žanrem, s petjem in plesom, vendar pa se že tudi v teh prvih obdobjih dramatičnega društva kaže potreba po izvirni slovenski dramatiki, ki bo sledila modernim evropskim tokovom. Kaj me posebej impresionira pri dramatičnem društvu je to, da je v zelo kratkih 50 letih od časa, ko ni bilo tako rekoč nič, razen fragmentarne, predmoderne slovenske gledališke zgodovine, po tej 50-letni zgodbi pravzaprav pripeljalo gledališče iz tega niča, če temu tako rečem, do institucije, ki se ji res lahko reče slovensko gledališče, in to kljub temu, da je bila ta pot zelo naporna in težavna, kljub temu, da je pravzaprav dramatično društvo na tej poti dostikrat že razmišljalo, da bi se pravzaprav ukinilo, ker ni bilo denarja, ker ni moglo več igrati in tako naprej. No in kot sem rekel, da je na tej pravzaprav po starem načelu, da tisto, kar te ne uniči, te ukrepi, res okrepljeno pripeljalo to zgodbo do leta 1920, ko se je gledališče podržavalo in ko je s tem dobilo po družbenem konsenzu avtomatično družbeno podporo. Slovensko dramatično društvo, ustanovljeno leta 1867, je izjemno pomembno za slovensko samobitnost, jezik, literaturo in kulturo, ker se slovenski narod pravzaprav definira preko teh treh enot, to je jezik, literatura in kultura. Poleg tega, da je to šola za narod ali za ljudstvo, je pa tudi poganjal razvoj pravzaprav tudi slovenske literature ali slovenske
slovenske dramatike, vzgajajo jo tudi publiko, evropeizirajo jo tudi. Omenila bi, da sem se osebno ukvarjala pravzaprav z rokopisom Ivana Hribarja, Kralj Matjaž, libreto, v bistvu enodejanka, ki jo je 17-letni Ivan Hribar poslal dramatičnemu društvu. Žal, Fran Levstik ni sprejel tega književnega besedila, je napisal, da je zanimivo, da ima določene pomanjkljivosti. Ivan Hribar je v kolektivnem spominu Slovencev bolj znan in ostal v spominu kot recimo politik, predvsem kot odličen ljubljanski župan. V mojem referatu me je pravzaprav najbolj zanimiv ta sindrom slovenske kulturne zgodovine. Se pravi, kako ta manko te politične zavesti se izrazi tudi na tem kulturnem področju. In seveda v slovenski dramatiki je bilo to še posebej evidentno. Namreč prek razstav, ki sem jih pripravljal, sem prišel do nekega novega spoznanja mogoče, da se nekatere teme zgodovinsko ponavljajo skozi celotno slovensko literaturo in so bile aktualne seveda tudi za dramatiko tedanjo. Recimo, predvsem gre za ta koncept slovenske kulturne zgodovine, za ta koncept slovenskega naroda sploh, ki je bil po mnenju nekaterih, tudi umetnikov seveda, utemeljen z avtohtonostjo tega naroda in to se konkretno kaže na tem področju v delih Valentina Vodnika, Koseskega in zanimivo, kot direktni nasledek tega imamo potem to povest Ivana Vesela in seveda dramo Untergang Metulums, znanega dramatika Heinricha Pena. Po drugi strani imamo potem ta prešernovski koncept, ki se udejanja preko njegovega epa Krst pri Savici, ki je imel seveda v dramatiki kasneje zelo velik odziv, saj so ga dajali na odrih čitalnic, priredili so ga tudi kot dramo in je bil seveda ena najbolj močnih ikonskih, bom rekel, besedil v slovenski zavesti.